Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Okrog pasu se ji je ovila močna roka. Lidiji. Nekdo jo je dvignil s klade, poletela je po zraku in varno pristala več korakov stran. Marmor je končal ravno tam, kjer je stala prej, in se razbil na 5 velikih kosov. Vsak izmed njih je bil dovolj težak, da bi jo zdrobil. Nekaj trenutkov so molčali. Mark je Lidijo še vedno držal okrog pasu. Lidija se je začela tresti od groze in se naslonila Marku na prsi. On jo je z eno roko dvignil s klade, kot bi bila peresce. Življenje si mi rešil, je rekla. Veslanju se moram zahvaliti. Še vedno mi je ostalo nekaj moči in spretnosti, ki sem jih dobil na ladji. Si v redu? Bolje kot tista preklada. Potegnil jo je k sebi in še močneje stisnil. Spoznala je, da se trese tudi on. Gotovo je bila zmedena zaradi grozne izkušnje, ker ni imela nikakršne želje, da bi zapustila njegov objem. Rebeka je pritekla k njej, v obraz je bila bleda kot obeljena volna. Lidija, mislila sem, da boš umrla. Jaz tudi. Mark se je odhrkal, nato pa stopil korak nazaj. Videti je, da se vsi strinjamo. Hvala Bogu, da smo se zmotili. Kupci v trgovini so zaslišali hrup padajočega zidovja in prišli pogledat, kaj se dogaja. Žal mi je, da smo vas zmotili, je rekla Rebeka. Njen obraz je bil podoben mirnosti. Stopite z menoj in priskrbela vam bom slastno pecivo, ki ga je naša kuharica ravno kar vzela iz pečice. Toplo pecivo je bilo mikavnejše od kosov razbitega marmorja, zato so se vsi vrnili v trgovino. Mark je počepnil, da bi z vseh strani pogledal razbite kose iz rezljanega kamna. Z mrkim obrazom je vstal. Nekdo je to preklado namenoma razrahljal. Vidijo se sledovi dleta. Najbrž je zato sploh nastala razpoka. Lidija je zmajala z glavo. To je Antiohovo maslo. Se bo zdaj spravil nad mojo trgovino? Marmor bom z lahkoto nadomestila. Tisti neumnež pa bi lahko koga po nesreči ubil. Mark se je pogladil po vratu. V želji, da bi ti škodoval, je vse bolj nepreviden. Tej norosti moramo narediti konec. Po 2 stopnici hkrati se je povzpel po stopnišču, ki je vodilo na streho. Kmalu zatem se je vrnil, na konicah prstov je imel bel prah. To sem našel na robu strehe. Marmorni prah. Kdor je to storil, je razrahljal preklado, da bi lahko padla že v naslednjem trenutku, lahko bi jo prevrnil veter ali pa zgolj mimoidoči. Lidija je pogledala okrog. Je mogoče, da je še vedno v bližini? Če je, se je zdaj že zelo dobro skril. O njem ni niti sledu. Lidija si je pokrila usta. Epafrodit! Mark jo je pozorno pogledal. Več ur bi potreboval, da bi razrahljal tisti marmor. Epafrodita bi pogrešali, če ga toliko časa ne bi bilo. To bi lahko storil, ko smo spali. Preveč glasno bi bilo. Hrup bi nas zbudil. Ni mogel biti Epafrodit. Lidija je pokimala.
Preklade ni poškodoval prebivalec njene hiše. Storilec je lahko bil kdorkoli drug. Po večerji je Pavel nagovoril Lidijo. S silom sva sprejela odločitev. Pri tebi bova ostala še en dan, potem pa bova odšla iz Filipov. Lidiji je vzelo sapo. Že? Po pripetljaju na Agori je najbolje, da zapustiva mesto, da se huda kri pomiri. Sicer pa morava Kristusovo sporočilo oznanjati tudi v drugih mestih. Ne skrbi, ne bova vas pustila samih. Seboj bova vzela Timoteja, Luka pa bo ostal tukaj z Markom. Lidija se je usedla na kavč. Žalostna sem. Z mislimi bova z vami. S silom sva obujala spomine na naše potovanje. Si vedela, da smo najprej nameravali v Malo Azijo? Najbrž bi se na poti tja ustavili v Tiatiri. A Sveti Duh nam je to preprečil in nas vodil sem, v severno Grčijo, kjer živiš ti, Lidija iz Tiatire. Nasmehnil se je. Se sploh zavedaš, kakšen zaklad si? Mislim, da ne poznaš lastne vrednosti, kako pomembna si za Božje kraljestvo. Iskreno rečeno, večina ne razume v polnosti, kako pomembno vlogo imamo v Božjih načrtih. A naj ti povem, kaj vidim v tebi. Kot že veš, si prva v tem delu sveta, ki se je odločila hoditi za Jezusom. Še več, tvoj dom je postal prva cerkev v Filipih. Tukaj bodo mnogi iskali in našli luč sveta. Gospod ti je naklonil velik dar za trgovino s škrlatom. Odprl ti je vrata uspeha. Čeprav ti je dal blagoslove, ker te ima rad, te je najbrž povzdignil tudi zato, ker je vedel, da bo tvoj uspeh nekega dne tlakoval pot njegovemu kraljestvu. Pavel je izza pasu potegnil majhen zvitek. To je darilo zate. Prepis besed preroka Izaija v grščini. Upam, da ti bo pomagalo krepiti vero. Lidija je vzela zvitek in ga objela. Ne morem si zamisliti dragocenejšega darila. Če bo Bog dal, se bomo nekega dne vrnili. Takoj, ko bo mogoče, ti bom v pismu sporočil, kje sem. Sicer pa je pred nami še en skupni večer. Naj na jutrišnjo večerjo povabim prijatelje? Upal sem, da mi boš še enkrat izkazala svoje gostoljubje, kot ga izkazuješ že vse od našega prihoda. Prosim, povabi tudi Valerija in njegovo družino. Rekel mi je, da ima več prijateljev, ki bi radi slišali našo blagovest. Z vami bomo obhajali Gospodovo večerjo in vas pred odhodom še zadnjič nagovorili. Lidija je zvitek skrbno položila na mizo in težko zadrževala solze. Nato se je spomnila, da Pavel ne bo vzel s seboj vseh tovarišev. Hvala, ker boš ostal z nami, Luka. In tudi tebi hvala, Mark. Naj se je še tako trudila, ni mogla preprečiti rdečici, da ne bi našla poti na njena lica, ko je nagovorila Rimljana. Le kaj se dogaja z njo? Druge ženske njenih let imajo vnuke, ona pa zardeva kot šolarka pred svojim gostom. Zagotavljam ti, da nama je v veselje, je odvrnil Luka. Mark se je le zadržano nasmehnil. Boš jutri znova šel v zdravniško šolo, Luka? Ga je vprašala. Grku je prišlo v navado, da je redno obiskoval šolo, študiral z drugimi zdravniki in zbiral nova zdravila. Večkrat je srečal tudi Agnodiko, o kateri je govoril zelo spoštljivo. Zelo zgodaj nameravam iti tja. Če boš videl mojo prijateljico Agnodiko, jo povabi na večerjo.
Ne verjamem, da bo prišla, ko bo izvedela, da bomo govorili o Bogu, a nisem še obupala nad njo. Tudi jaz ne bi. Sijajen ima in jezik, katerega me je groza. Lidija se je zasmejala. Pa jo res poznaš. Medtem bom poslala služabnika k Valeriju in njegovi družini in še k Leonidu. Zanima me, ali se nam bo general Var želel pridružiti. Rada bi, da ga spoznaš. Le redko zapusti svojo vilo. Čez nekaj dni bo mesto odkrilo spominsko ploščo v njegovo čast in se mu zahvalilo za velikodušnost. Na slovesnost bo zagotovo prišel. Veliko ljudi se bo zbralo. Tega ne bo maral zamuditi. Klara je pritekla v sobo, kar je postalo že navada. Deklica očitno ni mogla hoditi drugače kot teči. Dobro novico imam zate, Lidija, je rekla z visokim glasom. Lidija se je namrščila. Kakšno novico, Klara? Tvoji prijatelji so tukaj, je rekla in plosknila z rokami in stopila na prste. Kateri prijatelji? Ti, je odvrnil glas s praga. Teden dni prezgodni smo, strah in groza iz Jeruzalema. Lidija je odrevenela, ko je zagledala lastnico tistega glasu. 30 let je minilo od tedaj, ko so bili nazadnje skupaj pod isto streho. Čeprav Lidija ni bila več otrok in njena prijateljica že zdavnaj ni bila več dekle, bi Elijano prepoznala kadarkoli. Njenih kodrov se je komaj dotaknila sivina. Njen lepi obraz in nasmešek bi lahko osvetlila palačo. Elijana, je vzkliknila in hitro, kot bi to storila Klara, stekla prijateljici v objem. Vriskali sta kot deklici in se dolgo objemali. In Etan, je rekla. Okrog njegovih nenavadnih oči, ki so bile kot raznobarvni mozaik, je zaznala nekaj novih gubic ter obilje sivine po laseh, zaradi česar je bil videti uglednejši. Dobrodošel, prijatelj. Za njima je s pogledom poiskala Virjata. Na neki način si ga je najbolj zapomnila, kajti ni bil človek, ki bi ga zlepa pozabil. Širok kot podboj vrat in mišičast kot gladiator, od očesa do brade je imel debelo brazgotino. Virjato, niti za dan se nisi postaral. Popraskal se je po licu. Pri takem obrazu si tega ne morem privoščiti. Vidim, da ne govoriš več tako zapleteno. Vse, kar si do zdaj povedala, sem razumel. Lidija se je zasmejala. Če bi rad nekoga z bogatim besediščem, moraš spoznati mojo prijateljico Rebeko. Rebeka je svojo običajno milino stopila naprej. Virjato je dvakrat pomežiknil in jo le gledal. Vsi so se zasmejali, tudi on. To pa so še drugi gostje, Pavel in Sila, pa Luka, Mark, Kornelij in Timotej. Etan je negotovo stopil naprej. Pavel? Pavel iz Tarza? Saj si se mi zdel znan. Ne spomnim se, da bi te spoznal, je rekel Pavel. Etan je zamahnil z roko. Enkrat sem te poslušal v Antiohiji, ko si govoril o Kristusu. Zelo si me navdihnil. Po pogovoru bi prišel do tebe, če ne bi bilo potem toliko vzklikanja. Pavel je nagnil glavo. Ali hodiš za Kristusom? Hodim. Etan je od vznemirjenja stopil na prste. Osupel sem nad Božjo dobroto. Prav neverjetno je, da smo te našli v Lidijini hiši. Bomo imeli čast poslušati tvoje nauke? Iskreno upam, čeprav čez 2 dni odhajamo iz Filipov. Lidija je pogledala Pavla, nato Etana, nazadnje se ji je pogled ustavil na Elijani. Ste Kristusovi učenci? Smo, ampak Lidija, si res tudi ti? Lidija se je nasmehnila. Bog je pripeljal Pavla v daljne Filipe, da mi je oznanil blagovest. Vsaj tako mu jaz govorim.
Elijana se je prijela za lica. Večkrat sem že videla, kako deluje Bog, zato me njegovi načrti ne bi smeli več presenečati. A to se zgodi vedno znova. Pa ti? Kako si ti začela hoditi za Kristusom, Elijana? Se spomniš, ko sem ti pisala, da sem dolgo bolna? Gospod me je ozdravil z enim dotikom. Lidija je zmajala z glavo. Vidim, da imava veliko tem za pogovor. Upam, da boste dolgo tukaj. Ne želimo te spravljati v neprijeten položaj. Kakšen neprijeten položaj? Vse vas bom zaposlila. Virjato je zavil z očmi. Sliši se znano. Pavel se je obrnil k Etanu. Kaj je novega v Jeruzalemu? Etan je zmajal z glavo. Odnos z Rimom je vse bolj napet in bojim se, da bo kmalu konec vsega. Jeruzalem nima prihodnosti. Naš Gospod je napovedal njegovo uničenje in skrbi nas, da je ta dan blizu. Gotovo ste slišali za preganjanje, ki smo ga pretrpeli. Odpotovala sva deloma tudi zato, da bi poiskala nov dom za našo delavnico. Čeprav bova pogrešala dom, imava 2 hčerki in vnuke, na katere morava misliti. Najstarejša vnukinja bo kmalu želela imeti moža. Kakšno prihodnost lahko pričakuje v naši deželi? Kaj bi pomagalo naši družini, če bi jim zapustila veliko dediščino, ki bi jo potem vojna in lakota zravnala z zemljo? Prijateljica Elijana je bila babica že skoraj odraslemu otroku, pa saj je bila od nje starejša le 7 let. Lidija se je spraševala, ali ni zamudila najboljših let življenja, ker se ni poročila, ker ni bila žena in mati. Škrlati je prinašal veselje, a družina je bila nekaj drugega. Nato je pomislila na Rebeko in se nasmehnila. Saj je imela družino, vendar drugačno od Elijanine. Klara jo je povlekla za tuniko, da bi si pridobila njeno pozornost. Gospodarica, tvoja prijateljica je zelo lepa za tako staro gospo. Bogu hvala, Klara. Prosim, da ji tega ne poveš. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo nocoj naredili piko. V prihodnjem nadaljevanju nas čaka 59. poglavje, že zdaj prav lepo vabljeni k poslušanju prihodnji četrtek. Za nocoj pa hvala za družbo in lahko noč. Radijski roman.